5 sprememb, ki vam bodo prinesle uspeh v pisarni še v tem letu. Sem Tanja Glažar, Feng Shui strokovnjakinja in z vami bom podelila nasvete in namige, kako imeti uspešen posel in kako urediti pisarno, da bo to tudi dejansko bilo. Najprej se vprašajte, ali vaša pisarna zavira vaš uspeh, ali imate jasen fokus. Preverite, kje sedite in kako sedite. Ali imate za hrbtom zaščito? Včasih je pomembno samo, da damo neko omarico, neko manjšo oviro. Ali morda sedite med vrati in med oknom. Tudi tukaj je rešitev določena ovira. Lahko je to rastlina, lahko je omara ali pa kot tukaj monitor za sestanke in za predavanja. Tretja stvar, ki je zelo pomembna, je, da ne sedite pod preklado, pod nekim visečim objektom. Saj to je direktna strupena puščica na vas, ki moti vašo koncentracijo, da ne govorimo vaše delo. Seveda pa moramo biti pozorni tudi na to, kakšna je narava našega dela. Če je to vodenje, potem se bomo usedli na južno področje in od tam nadzorovali in usmerjali naše sodelavce. Če je naša narava delo kot tako samo, da smo radi zelo produktivni, potem se bomo usedli na vzhodno področje ali pa bomo vzhodno področje podprli z elementom vode. Kaj pa napredek, vizija, PR? Definitivno prvi 2/3 jugovzhodnega področja. To področje mora biti letos urejeno, kajti to ni samo področje za vizijo, za PR, za napredek, ampak je tudi področje bodočega blagostanja in mi si nikakor ne mečemo polena pod noge. Bi želeli razvijati svoje talente? Ja, najprej je treba poznati, kaj je naš talent. Morda mislite, da imate talent za vodjo, vendar se je vedno treba v tej smeri tudi izobraževati. Seveda pa, da bi šli na novo pot, naredimo najprej res starim. In za to področje je idealno severno področje. Vse, kar je starega, preživetega, česar se želimo rešiti, odrezati in zastaviti na novo, to delamo na področju severa. Vsak izmed nas ima vsaj en talent, lahko trdim celo več. Vendar, da imamo talent, to ni najpomembnejše. Pomembno je, da mi ta talent izobrazimo, da se izobrazimo v tej smeri. Če želimo biti vodje in imamo talent vodje, se moramo tudi v tej smeri izobraževati. Vendar, ko gremo stopnjo naprej, ko želimo začeti na novo, je vedno dobro, da počistimo za sabo vse, kar je starega. In to področje, zarezanje starih energij, odsluženega, je področje severa. Zato vse, kar boste želeli pustiti za sabo, to delajte na področju severa. In še zadnji namig. Aktivna področja v letu 2025 so vzhodno področje, jugovzhodno področje, južno področje, zahodno področje in tudi jugozahodno področje. To so področja, ki naj bi bila čim bolj aktivna, seveda vsako za svoj namen. Želim vam uspešno poslovanje, uspešno delo in vizijo prihodnosti.